je tako, no, dosti drug je. Gre predvsem za mehke droge, za travo. Ja, dobimo lahko marsikaj. Vse, kar se tiče trave, tabletkov, se pravi ekstazija. Koliko dilerjev približeni na sceni v Domžalah? Kar precej. Občina sama kot občina, kot inštitucija nima kakšnih posebnih vzvodov, da bi dobivala poročila, da bi lahko bili bolj seznanjeni. Ne vem, če bi si upala dati tako izjavo, ker verjetno imam za to premalo podatkov. Dost. Tela smo najdeli velikega, ki smo malo čistili okolico in tela. A imate kaj za kupati, ne? Imam sprit, imam vse, veste. Drogo sem padel že kar dolg časa nazaj. Počas alkohol, potem tudi marihuana. Potem počasoma, ne vem, je kar naenkrat prišlo do enega tazga zastoja, trave ni bilo več in kar naenkrat je v modo prišel heroin. Ne. In bom rekel, da vsa ta družba moja celotna, ki je takrat bila, je vsa zapadla v to, ne. Zato, ker praktično druge droge ni bilo, ne. In potem se to pač nadaljevalo, dokler ni to pripeljalo do ene hujše odvisnosti, ne. Kakšne učinke ima trava, znate? Pomirjujoče. Pobegneš od problemov vsakdanjih. Pozabiš na ostal svet. Nekdo, ki ima časa, kolikor hoče, denarja, kolikor hoče, starši svoje probleme, nihče se ne ukvarja z njemu, je to idealen primer, ko bo nekoč nekoga srečal, pa bo nekaj probal in potem je to, ne. Mislim, da je velik problem v tem, ker se mladi ne znajdejo v današnji družbi, da jih premalo poslušamo, jih mogoče premalo opazimo, jim dajemo nekako premalo možnosti in se potem seveda na ta najlažji način nekako znajdejo v svojem svetu, kakršen pač je. Ne? Ljudje ne vejo, kaj bi sami sabo delali in pač prosti cajt začnejo preživljati tako, da se ga začnejo drogirati in to pride v navado in postanejo odvisniki. In sem postajal tudi čedalje bolj top, pa tako bom rekel, čedalje bolj sem se oddaljeval od svoje družine, od prijateljev, od družbe, od vsega skupaj. Dobesedno me je ta droga uničevala, no. Ko sem prizadel svojo familijo, ko sem prizadel še tiste, ki so me imeli radi, pa tako bom rekel, nisem imel več nobenega odnosa, samo še kregali smo se drli eno drugega. Dosti ima mulc! Zgin! Ne vem. Se pravim, kradel sem, kjer sem lahko tisto svoje potrebe sem mogel zadovoljiti in zdaj je bilo res to najhuj. Bom rekel, ni bilo hudo takrat, ko sem me zadel, takrat mi je bilo pač luštane, takrat sem se čisto v redu počutil. Čeprav sem vedel sam pri sebi, mi je psiha delala toliko, da mi je bilo čisto jasno, da nekaj ni v redu z mano. Ne. Prav. Moram reči, da sem, kar se tiče tega področja, razočaran nad dejavnostjo naše občine. Pa ne zato, ker sem pač trenutno opozicijski svetnik in tako naprej, ampak nasplošno me skrbi to stanje, ker opažam, da imajo mladi čezdalje manj tistih pravih aktivnosti in se čezdalje bolj posvečajo brezdelju. Občina v bistvu na področju drog nima nikakršnih pristojnosti. Gre za to, da smo ravno zaradi tega ustanovili Center za mlade, ki naj bi pravzaprav največ naredil na preventivnih programih za boj proti drogam. Mi ga tudi financiramo v kompletnem. Sicer se prijavljajo na določene razpise države, vendar za center gre tam nekje okrog 15 milijonov za delovanje centra. Vsa sredstva niso namenjena samo se pravi pri preventivi ali pa kurativi iz področja drog, ampak so še drugi programi, ki recimo ravno tako zajemajo nekak zdrav način življenja mladih. Ljudje, ki jemljajo droge, pijejo alkohol, žrejo in se redijo in tako naprej, so vsi nezreli ljudje, ki so imeli strupene starše, permisivne, slabe učitelje, živijo v patološki družbi in so zato nezreli, nedozoreli. In zaradi nedozorelosti so zakompleksani.
in trpijo v tekmovalnem vzdušju z uspešnimi vrstniki. Preveč je zadeva materialistično usmerjena, pa ne govorim zdaj v smeri, da bi morali živeti v idealih ali karkoli, ampak malo bolj bi se mogli zadeve prerasporediti. Na eni strani revščina, na drugi strani, bom rekel, bogat svet, ki pa mogoče veliko bolj tendira potem k uporabi trdih drog oziroma prepovedanih drog. Sploh je preveč teh standardov, ki jih zahoden svet postavlja in vsi vidimo tiste ameriške idole, ki bi mogli biti, valjda to pa ne more biti vsak. In zaradi tega pride do raznih kompleksov, pa to tudi vod naprej, v drogi, recimo, različne odvisnosti. Če bi se mladi zavedali, pravzaprav ne, ampak zdaj seveda jaz ne bom nikogar učil, ker sem tudi jaz nekoč pač bil malo mlajši, pa sem rekel, ne, kaj me bojo učili, vendar je tako, ne. Droga je strup. Hvala lepa. Tudi alkohol je recimo zlasti pri mladih velik problem, ne? In videti mladega človeka pijanga, ne? Mislim. Vemo, da je alkohol trda droga. Alkohol? Alkohol, trda droga. Alkohol je mehka droga, tudi klasificirani tako, isto kot marihuana. Alkohol spada med trde droge, vsaj po teh podatkih, ki jih imam jaz. Ne? Pa dejansko gledano svetovnega merila, ne? Zdaj ne vem, če to bi moral zakonodaj preveriti, če to res kar navajate, ne? Ampak alkohol je v svetovnem merilu označeno kot trda droga. Hvala lepa. Ne vidim smisla, da bi recimo prepovedovali, da nekdo spije recimo več deci 2 in tako naprej, ampak potrebna je pa mera. Če pogledam samo levo in desno, morda že tamle pred najbližjimi lokali, kjer vidim ljudi, kako posedajo, pa pravzaprav ne zato, da tudi jaz grem daj posedeti, da se razume, ampak če pa vidiš ti ljudi, ki posedajo vsak dan ob isti uri, ko grem recimo v službo, ko grem iz službe, se pravi, da ti ljudje iščejo kontakt z nekom. Zato, ker je človek v sebi čedalje bolj negotov, težko najde temelj svojega bivanja, razlog, zakaj živi. Veliko je strahov v ljudeh danes, se bojijo prihodnosti in ker ni ničesar trdnega, nekaj pa človek mora imeti, ne? In zato išče potem nadomestke. Jaz sem pa že na koncu pač zapustil dom. Po Ljubljani sem se potikal s pasom tam, kjer sem lahko. In pol na koncu mi pa oče samo enega dneva me je kar pobral. Pač eno knjigo pokazal določene komune, katero sem pol kasneje tudi šel. Če ti veš približno, zakaj si tja prišel, pa da imaš mogoče samo mačkan volje, da bi se z tega ven rešil, jaz mislim, da ti mora uspeti. Ker jaz sem si takrat rekel, da pač nikoli v življenju več tega ne bom probal in jaz sem se tega držal. Starši si ogromnokrat zatiskajo oči, tako kot si rekel, naš pa ne. Oni pridejo sem, zato ker je narobe z učnim uspehom, ker morda doma ne uboga, ker ne pokosi trave in podobne take signalčke ali pa simptome mi tukaj navajajo. Otrok, jaz sem pač zavezana k molčečnosti, njihov otrok, zato govorim zdaj recimo o otroku, pa recimo mi reče, mi takoj pove,
5 minut se poznava, pa mi pove, tole kadim, tole uživam, na ta način družim se s takimi prijatelji, ampak prosim, ne povedati staršem. Predvsem želimo delovati preventivno, se pravi, da mladim želimo ponuditi nek način koristnega preživljanja prostega časa, zlasti v poletnih mesecih, ko so še bolj brez dela, jih poskušamo zaposliti preko predvsem oratorija za otroke, določena srečanja, dejavnosti za njih, vedo tudi vsaj tisti, ki so bolj s cerkvijo povezani, da so tukaj dobrodošli, da imajo tudi, če rečejo, prostor za ogled kakšnega filma, da jim je na razpolago prostor za igro. Jaz si v bistvu želim celo obratno, ne, da bi mladi izločali iz družbe tiste, ki so pač odvisni, ne, da bi se sami tisti, ki so že odvisni, zavedali, aha, polomil sem ga, po biksu sem ga, bom nehal, pa bom prišel nazaj. Ne. Napisal vam bom napotnico za odvajalni program, evropski, preverjen, tako da vi ste v tem oglasu, potem se boste pa naprej manili. Ne. To bo za začetek čist dost, jaz vam drugače ne moram pomagati. Tukaj v te podpisu. Sam, koliko cajta pa ta stvar traje? Odvisno od posameznika. Veste, jaz imam skozi več pacijentov, ki prihajajo z različnimi oblikami odvisnosti. Nisem strogo specializiran, samo to je ogromna obremenitev. In še ta sodoben točkovni sistem nagrajevanja in tudi moja eksistenca je se ogrožena na neki način. Ok. Hvala lepa. Srečno. Srečno. Droge so za moj pojem zelo široka beseda, ker mislim, da če bi pa še prišla potem na pojem odvisnosti, se mi pa zdi, da ima pravzaprav čisto vsak človek neko ali pa več odvisnosti. Droga je vse, eno in drugo, samo nedovoljene droge, tam je drugačen zaslužek in drugačno delovanje policije in drugačna moč policije in politike in oblasti nad odvisniki, ampak drugače pa vse, ali alkohol, ali nikotin, ali pa štrudelj, če ga je preveč. Pobeg v bistvu, ne? Od česa? Od realnosti. Pravim, droga so tudi cigareti za me. Kaj pa alkohol? Alkohol isto. Tobak pa alkohol so pa tudi kritični, glede na to, kako se tuberkuloza veča, pa alkoholizm je pa tak problem v družbi. Ne? Ampak se mi zdi, da je bistveno boljša droga jeti na bicikl, pa se odpeljati na Črni vrh. Specialko. Aha, tudi to je droga? Tudi to je droga, ja. Kaj pa televizija, mobitel, računalnik, je to droga? Ja, je neka zasvojenost, ja. Televizor je največ neumnost, ne. Televizor, po moje, da bi bilo boljš, da bi kadil kot televizor gledal. Če si eno to kot odvisnost, najbolj je, ja. Recimo, brez mobitela se pač danes ne da biti, ne. Seks je lahko droga? Raven tako smo lahko s tem zasvojeni. Šport je droga. Šport tudi? Kako šport je droga. Ja, vse, v česar si odvisen, ne. Jaz imam najrej drogo, čviček, viski, pa radensko, pa domačo klobaso. Jaz imam primer, kjer smo ugotovili, da je rekreacija postala droga. Moj sošolc ni praktično nikoli nič se ukvarjal z rekreacijo, potem mu je pa enkrat stopil v glavo, da bo on kolesaril in tekel maratone. In to počne po 4-5 ur na dan. Težave se mu pojavljajo v družini, težave se mu pojavljajo pri zdravju, to je za mene droga. Imamo cel kup otrok, ki se s pomembnimi športniki identificirajo in v šport usmerijo svojo energijo, ne. Imamo pa pač tudi cel kup otrok, ki se pa poskušajo identificirati ali s kakšnimi pop zvezdniki, igravci, pevci, pač mediji
plasirajo te stvari, a ne, in otroci ogromno gledajo, predvsem televizijo, zdaj vemo, kaj pretežno lahko vidijo, a ne. Kako vi vidite vlogo medijev v sodobni družbi oziroma a mediji izpolnjujejo to vlogo po vašem, kar bi morali? Mislim, da ne, zato ker velikokrat ravnajo preveč tržno, se pravi, ljudem želijo ponuditi tisto, kar ljudje želijo, ampak tega nujno ne potrebujejo. In zato izgubljajo včasih dragoceno priložnost, da bi res ljudem dali nekaj več. Če je nekdo srečen samo takrat, kadar, ne vem, dobi Adidaske oziroma te športne copate znamke Nike, ne, in se zmrduje nad svojim sošolcem, da ima samo plastik fantastik. To govori, ne, o neki odvisnosti. Pravzaprav nimajo nobenega sporočila razen trenutnega zadovoljitve neke trenutne želje, ali je po senzaciji ali neke čustvene in podobno. Imate v mislih potrošništvo pri tem? Lahko rečemo tudi tako. Je možno, da sodoben človek rata zmeren pri stvarih, ki jih uživa, pa s katerimi je obdan danes? To bi morala postati nuja. Ne? Kako? Nuja. Dejansko tista notranja vrednote človeške, ki jih ima vsak sam zapisane, ne, bi se morali temu podrediti. Ne. Jaz moram reči, da imam 2 majhna otroka, vsak ima svoj računalnik, ne. In to, če jim pustiš definitivno, to so po cel dan igrice, internet, četi, irci, ne vem kaj vse, ne. In to je droga, to pozabi jest, ne. Fantje se trudijo, delajo, kačaranci po cele dneve, vse 3 smene imamo na kup in upajmo, da bomo to spadali 2 meseca skrb delali po 20 ur in po 3 smene in to bilo konec. Vsi smo bili na kampu, vsi smo bili živši, vsi vse delamo. Ok, zmenjeno, čau. Vedno smo nekje odzuni z enim tvojimi frendi, tvojimi, ne vem, da se mi tega, res. Stopam sam. Sploh nimamo nobene intime, no, če vidim te enkrat na 14 dni. Ja, živim, jaz sem. Lepo vas prosim, tole ne gre, no. Tole morate speljati, fantje, si mi kar veliko uslugo dolžni. Jaz se ne bom šel več škole, no, to je stres, to jaz ne moram več folgati. Mislim, da je velika droga danes prav računalnik, ker seveda spet zapre, predvsem mlade ljudi, ne, v majhen prostorček, to postane njihovo obzorje dojemanja pravzaprav, tudi kategorija, v kateri razmišljajo. Tako je bil en tak boom, računalniki, vsi uporabljamo računalnike, na kar spet v bistvu opozarjamo, vsi in opozarjajo ostali, da mladi ne znajo več pisati, ne. To je to, ne, spet se bo treba mečko odmakniti, ne vem, mladina pride domov in se sede za računalnik, ni več nobenega socializacije med mladimi in to je tudi mogoče, ne, ta tehnološki razvoj, pa niso do tega, da ni komunikacije, da se ne znajo pogovarjati, da se ne znajo družiti in potem vsak nekako individualno, vsak po svoje in se potem stvari dogajajo takšne, kakršne se pač dogajajo. Ne. Tako da neke vrste, seveda je računalnik tudi droga, mobitel, seveda vsi smo odvisni od tega. Ne. Ja, ne vem, jaz vas ne zastopam, kako lahko si to dovolite, Ana. Mene to ne zanima. Moji delavci delajo non-stop in... Ne zastopam iz tega, kako lahko si to dovolite, ne, mene tudi ta že. Ja, prav. Ok. Deloholiki, ne. Jaz poznam kar nekaj ljudi. Delo je droga. Tudi, ampak delo preko razumnih meja. Vsak človek potrebuje sprostitev, počitek, ne, in delo. Tako. In zdaj recimo, če ti ob 7 zjutraj začneš, pa končaš ob 22, 23 in potem vzameš še laptop domov, da boš še doma nekaj napisal za naslednji dan, če to ni droga, pol mi povejte, kaj je. Alkohol, kava, marihuana, druge droge, televizija,
seksomanija, moda, avtomobilčki. Ker ni več stikov med ljudmi. To je bistvo. Ker se vsi čepijo pri televizorjih, pa skregani so sosedi, ni več stikov. Pojem je lahko zelo širok, nikoli ga ne moramo omejiti. Ključ do rešitve pa ni samo sedaj odsotnost ali prisotnost določene okoliščine ali substance ali dražljaja, ampak je predvsem ustvarjanje odnosov. Tistih odnosov, ki človeka usmerjajo k sočloveku, ki njega samega plemenitijo, ki mu omogočajo, da želi v življenju nekaj več in to zavestno. A ste za legalizacijo marihuane? Ja. Jaz osebno sem proti vsakršni legalizaciji, osebno, ker mislim, da je to rak rana družbe, ki vodi samo v propad. Nisem osebno zagovornik v kontekstu, da bi jo ta trenutek legalizirali, zato ker tako politika kot ne nazadnje sama družba jo ne sprejema kot to, kar dejansko je. Absolutno. Legalizirati, ampak treba ljudi pa ozavestiti, starše, otroke, ampak ne samo ozavestiti, treba jih usmeriti v produktivno življenje, tako da droga ne predstavlja področje interesa. Jaz sem zelo zagovornik pač nekega svobodnega odločanja za vsako stvar. Takšno svobodno odločanje pa je lahko samo na podlagi zadostnih informacij, zadostnega znanja, zadostnega vedenja o tem, kaj pravzaprav to povzroča. Se pravi, če bojo legalizirali travo, bo prvi val, tisti bum, 10 let, bojo vsi uživali, pa bo enkrat nezanimiv ratel, bojo prešalteni na drugega nekaj, ki je pač ilegalno. Jaz bi to legaliziral sam iz tega, da bi kriminalcem zbil orožje tajne preprodaje. Pa legalizacija marihuane, recimo? To sem pa proti. To pa proti zakaj? Zato to je pa že malo preveč, Tist trava, ok, to, kar je pa malo več, je pa... Travica v klinci gleda, to je pa dosti, koliko je češ, se bo sod. Hočete konkreten odgovor od mene? Ja. Zakaj? Zato, ker je vsaka stvar, ki je prepovedana, je slajša. Kakšen je pa vaš odnos do legalizacije marihuane potem? Vsaka družba je od nečesa odvisna, in kar je tudi v bistvu dobro, da je, samo treba je ločiti tisto, kar je dobro, odvisnost od slabe. Brez tega, od česar sem odvisna, ne morem. Naprimer, kaj pa je? Ja, lahko je to odvisnost od soljudi, sodelavcev, od knjig, televizije. Moja droga, šport. Ja. Je problem, Jaz mislim, da je rešitev pač v tej večji osveščenosti. Skratka, o tem govoriti. Smo pa tudi ljudje različni, Meni lahko ves čas kažejo, ne bom zdaj reklame delal, ampak pač nekaj, kar je nujno, kar je dobro, kar je vse. Če meni to ne odgovarja, pač ne bom kupil, da tako rečemo. Se mi zdi, da vse je v komunikaciji, tudi v družini, zaradi tega do tega pač prihaja. Komunikacija. V bistvu res en drugega poslušati, en drugega opaziti. Nekaj časa se mi zdi, da smo se tudi zelo zatekali v prevode ameriške raznih uspešnic, ko je nekdo kot bivši alkoholik, pa zdajšnji abstinent, napisal eno tako knjigo in priročnik.
Mislim, da se zdaj spet verjetno bomo zatekali v neke duhovne stvari, čeprav mislim, in to se mi zdi krasno, da so pa mladi tukaj veliko prej zaznala pomen te duhovnosti, kakršnekoli, pravzaprav ne govorim zdaj o verjah, ampak o filozofiji, o življenjskem pristopu do stvari, da imajo pa tukaj mogoče eno prednost pred starejšimi in tudi eno možnost za to osvoboditev pravzaprav pred odvisnostjo. Se pravi, verjamete v nas? Verjamem, Okay, absolutno. hvala lepa.